danes stiska pest, koga danes dobre vile nosijo tja gordo zvest, koga greje dobra volja, koga dviga vroča kri, 2 milijona iz vesolja v isto strast zaljubljenih. Naj se sliši do neba divji ritem Triglava, naj odmeva iz srca, dajmo zdaj Slovenija. Naj se sliši do neba divji ritem Triglava, naj odmeva iz srca, dajmo zdaj Slovenija. Večerno zdaj do prvenstva še 83 dni, tako da čas teče hitro. Mi smo prepričani, da bo to zgodba o uspehu. Mesto pa počasi se prebuja in se tudi v mestu čuti, da se približuje velik dogodek. Koprska skupina je, lahko rečemo, zelo atraktivna. Kar nekaj velikanov evropske košarke se bo pokazalo na tem igrišču, ki je par metrov stran. Grčija, Turčija, Italija, Rusija. Absolutno pa tukaj ne smemo pozabiti še Finske, Švedske, ki vedno lahko presenetijo, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Poleg tega se pa tudi pričakuje, da bodo imeli kar veliko podporo s tribun. Morda nekaj številk. Trenutno je akreditiranih za koprsko skupino že več kot 200 medijev, pravi medijskih predstavnikov. V poteku je izbor prostovoljcev za koprsko skupino, ki se jih računa, da jih bo približno 150, delalo pa na več kot 13 različnih področjih. To prvenstvo ob adaptaciji dvorane, ki je sigurno bo neka zapuščina samega prvenstva, da bo za cel koprski oziroma obalni šport bodo pozitivni učinki. Ključne zadeve v sami dvorani so tudi zamenjava tribun, zamenjava semaforjev, ureditev garderob, ureditev poda. To so te ključne zadeve, ki jih bomo uredili. Seveda so tudi tukaj spremljajoči prostori, torej delovni prostor za novinarje, mix zone, conference room, torej vse te prostori bojo pripravljeni tako, kot zahtevajo pravila FIBE in upam, da boste tukaj vsi mediji imeli dobro delovno okolje.